Mlad par si je večino pohištva in dodatkov za dom nakupil v spletnih trgovinah. Izvedeli bomo, kakšne so njune izkušnje pri spletnem nakupovanju. Gospa Margareta, vi ste se vselili v to svojo lepo novo hišo nedolgo nazaj. Kako je potekala gradnja vaše hiše, kako dolgo in kdaj ste se v bistvu vselili? Gradnja je potekala, jaz bi rekla, kakšno leto. Pravzaprav smo v trenutku, ko smo se vselili, pozabili, koliko časa je to trajalo, ker je bilo tako lepo. Vselili smo se konec januarja, tako da smo zdaj nekaj časa že tukaj in preprosto uživamo v prostorih, v tej svetlobi, v tej zračnosti in nam je fino. In kako prostorna je vaša hiša? Zdaj, če govoriva o kvadraturi, okrog 180 kvadratnih metrov bivanjske površine. V hišo se vstopi pravzaprav v kletne prostore, kjer je tudi garaža za 2 avtomobila, garderoba, pralnica s kurilnico oziroma utility, pa še en prostor za shranjevanje. Potem se pa po stopnišču dvignemo pravzaprav šele v pritličje, kjer imamo kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo, ena manjša kopalnica za goste, 2 delovni sobi in pa potem stopnišče v zgornje nadstropje, prvo, ki je tudi mansarda. Tam pa najdemo najino spalnico, otroško sobico, še eno dodatno sobo, ki je zaenkrat bolj za shranjevanje, en tak skupen prostor za druženje, za igranje, malo večji hodnik se lahko reče, družinsko kopalnico pa še eno teraso. Pri načrtovanju hiše ste zagotovo imeli arhitekta oziroma arhitektko. Kako je bilo pa pri notranji opremi? Ste si sami pomagali ali ste imeli kakšnega strokovnjaka zraven? Načeloma sva kar sama vse naredila. Meni je to malo veselje, malo me te stvari zanimajo, tako da sva se kar sama lotila te stvari. Kaj vse ste uspeli preko spleta kupiti? Kaj se da preko spleta? Da se čisto vse. Nisva čisto vsega kupila preko spleta. Se mi zdi pa pri tem pomembno, da oziroma je lahko kupovati preko spleta, če veš, kaj ti je všeč, pa če veš, kaj hočeš. Če si tukaj izgubljen, jaz mislim, da že splet sam po sebi ponuja čist preveč stvari in se težko znajdeš potem. Se niste imeli nobene slabe izkušnje nakupa preko interneta ali pa da bi se bali, da ste zdaj, ne vem, ker človek, če v resnici tega ne vidi, ne potipa, mogoče malo težje kupi stvar, no? Ja, ampak nimajo nobene slabe izkušnje, očitno sva imela srečo pri tem in se nama je do zdaj povsod išlo. Ja, zadovoljna sva z vsem. Gospa Mojca, vi ste naredili veliko arhitekturno delo pri tej hiši. Imeli ste pa kar težko nalogo umestiti najprej to hišo na neko parcelo, ki je dokaj zahtevna. Ja, zdaj tako, to se pravi, ta parcela je znotraj enega zelo strnjenega naselja, ki se je zdaj izkazal za res zelo strnjeno. In osnovno vodilo, ki mi je bilo iz te vogalne parcele, ki je recimo zelo dvonivojska, narediti arhitekturo in odprtost in orientacijo prostorov tako, da bi ujela čim več južnih pogledov, to se pravi pogledov mimo vsega tega naselja hiš. In jaz mislim, da nam je tukaj res kar dobro uspel. Parcela je bila približno 5-6 kotna in njen najožji del je predstavljal uvoz v hišo, dostop v hišo in tako naprej. In vsi ostali vogali parcele so bili dvignjeni za približno 2,5 metra, to pomeni skoraj da za 1 etažo. Zaradi brežine, ne? Zaradi brežine, ker se je formirala neka takšna naravna kotanja, da tako rečem. Ravno zato smo se odločili in naredili 2 etaži pravokotni na izogibse, na plastnice, eno pa kontra čez. S tem smo izpolnili tiste osnovne pogoje, kar so zahtevali prostorski akti, da je bila smer slemena vzporedna s plastnicami. Mi smo pa na ta način zelo dobro izkoristili samo parcelo. Še garažo smo zamaknili malenkost na osnovni nivo oziroma na osnovni volumen kleti, tako da smo jasno dobili vse nadstreške, garaža ni bila več pravokotna, nam je zraven posledično pojavil nek prostor za shranjevanje. V prvi etaži je pa ta rotirana garaža dala bivalnim prostorom vtis, da niso eno etažo nad osnovnim nivojem, ampak je se formiral vtis, kot da stopiš ven, kot da imaš okrog in okrog pač nek raščen teren.
Okenske odprtine so zasnovane tako, da vidiš res proti travniku na jugu, ravno med dvema stanovanjskima hišama proti zahodu. Recimo stopnišče, zgornji deli vidijo na Kamniški, Mali grad. Jaz osebno mislim, da v tem naselju je to najboljša parcela, ravno zato, ker je malenkost dvignjena, ker ima to kotanjasto obliko, ker ima ogromen zunanjih površin in ker ima nazadnje še lepe razglede. Gospod Izidor, vi ste namestili v tej novi, lepi, moderni hiši lesena okna. Za kakšen les ste se odločili? Ponudili smo smrekova okna, znotraj smreka, zunaj aluminij, zato ker je smreka naš domač les, tudi lastnega, rajona, okoliša, najtoplejši za okna. Govorite najtoplejši v smislu videza ali izolativnosti? Obojega, se v bistvu je toplo in na videz in konec koncev tudi najboljšo izolativnost ima okno iz smrekovega lesa. Je bil to razlog, da se niste recimo odločili za macesnovega? Eden od razlogov, drugi razlog je tudi cenovni, ker konec koncev je macesen kar nekaj dražji. Pa glede na to, da je oprema zelo svetla, zelo naravna, smreka skoraj bolj paše na notranji strani k opremi, kot pa bi macesen z morebiti bolj pisano močno strukturo bil primeren. Za macesnov les vem, da ga je potrebno osveževati, mazati, vzdrževati, če ne želimo, da doseže to svojo patino, to sivkasto. Kako je pa pri smrekovem lesu? Na zunanji strani mora biti, če je samo leseno okno, kvalitetno površinsko zaščiteno. To so običajno 3 ali 4 nanosi barve. Dočim pri alules oknih je tle občutljivosti bistveno manj, ker na notranji strani les ni izpostavljen vremenskim vplivom in dejansko nekega vzdrževanja v smislu barvanja, popravljanja, poškodb dejansko ni potrebnih. Pač znotraj običajno ni toče, ni sonca, z zunanje strani imamo pa aluminij, ki dejansko ščiti celo okensko površino. Kako pa je ta ključna težava, cenovna reč? Kako je to v primerjavi eno z drugim? To je zelo podobno kot na katerem koli drugem segmentu izdelkov. Nekje si moramo pač upravičiti in reči, ok, tole bomo še investirali. In tudi pri segmentu oken je zelo podobno. To je pač, rečemo, ranga, pri eni hiši ranga nekega osebnega avtomobila družinskega. Mi se pač vi odločite, se boste vozili z enim low budget, nizkoproračuncem, ali pa si pač privoščite nek srednji razred ali višji razred. Dejansko si lahko na segmentu oken naredite zelo podobno izkušnjo. S to razliko, da pri oknih dejansko dobite 30-40 let brez vzdrževanja, brez rednih servisov, brez menjave olja in filtra, dočim pri ostalih stvareh povemo, kako je. In če greva zdaj konkretno k tej hiši, kakšno se vam zdi razmerje okenskih odprtin na siceršnjo velikost te hiše? Moram reči, da ko sem bil prvič na tem objektu, je bil že narejen, v bistvu notranja oprema tudi že dosti dodelana in mi je padel v oko zato, ker je po mojem okusu zelo racionalno zastavljen. Odprtine okenske so tam, kjer jih stranka oziroma naročnik uporablja oziroma jih bo uporabljal. Pogledi so orientirani tja, kamor se nekaj vidi. Dimenzije so normalne, se pravi uporabniku prijazne, da ne pretiravamo z nekimi formati, ki jih konec koncev en uporabnik ne uporablja. Da so smiselno zastavljena, pravilno pozicionirana, tako da res po mojem, strokovnem, službenem področju zelo racionalna hiša. In kot ste rekli, gre za slovenski les? Gre za slovenski les. Smreka je absolutno naša, lokalna. Brez obvozov preko tujine pa spet nazaj v Slovenijo? Brez izleta v tujino. Smo ponosni na to, da delamo v bistvu to krožno gospodarstvo, da iz pisarne vidim smreko, ki bo čez 10 let postala okno. To je pač nekaj navdušujočega. Potem se zelo težko sprehodite čez Poklukov, ker sama okna vidite. Težko.